Občina Sevnica je po površini 12. največja slovenska občina z nekaj več kot 17.500 prebivalci. Lepo urejena krajevna središča se razprostirajo na obeh bregovih reke Save in po njenem širšem zaledju. Sevniško občino in življenje na tem območju opredeljujeta razgibanost terena in razpršena poseljenost. Naravno-geografska lega bogati domače kraje s številnimi vodnimi viri, ki pa so po veliki večini površinski in tako bolj izpostavljeni onesnaževanju in vodnemu primanjkljaju ob daljših sušnih obdobjih. V letu 2020 je občina Sevnica uspešno kandidirala na razpisu in prejela sredstva Evropske unije iz kohezijskega sklada za izvedbo večletnega projekta, v okviru katerega so bile izvedene povezave vodovodnih sistemov. Projekt je potekal na 8 odsekih, kjer je bila zgrajena povezovalna hrbtenica obstoječih vodovodnih sistemov v skupni dolžini dobrih 21 kilometrov. V sklopu projekta so bili uspešno povezani vodovodni sistemi levega in desnega brega reke Save, na način, da je ob povečani porabi ali zmanjšani vodnatosti vodnih virov na desnem bregu Save del vode mogoče zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica. Projekt je potekal od leta 2019, za letom 2023 pa se zaključuje. V sklepni fazi projekta potekajo priključitve na enovit vodovodni sistem, ki je povezal več kot 11.000 prebivalcev sevniške občine. Projekt hidravlične izboljšave v občini Sevnica je omogočil, da lahko vsi dostopajo do neoporečne pitne vode v vseh letnih časih, tudi ob dolgotrajnejšem pomanjkanju padavin. Podpora Evropske unije in državnega proračuna za realizacijo projekta je znašala 2.593.618,79 evrov. Kohezijski sklad je za realizacijo projekta prispeval 2.204.575,97 evrov. Republika Slovenija pa 389.042,82 evrov. Gradbena dela je izvedlo javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, ki z občinskim vodovodnim sistemom tudi upravlja. Projekt izgradnje vodovodnih sistemov na območju občine Sevnica je za začetkom projekta hidravlične izboljšave v letu 2021 z zaključkom v letošnjem novembru 2023 pomenil izgradnjo več kot 21 km vodovodov, raztežilnikov in 2 vodohramov na celotnem sistemu javnih vodovodnih sistemov v občini Sevnica, ki se s tem projektom med seboj povezujejo. Ta projekt omogoča po zaključku izgradnje priključitev 810 prebivalcem občine, od tega 407 uporabnikov na območju Sevnice, Brega in pa Loke, 130 uporabnikov na območju vodovodnega sistema Šentjanž, preostali uporabniki pa se bodo priključevali na vodovodne sisteme na Lukovcu, Poklekov nad Blanco in pa na Mednem Vrhu. Projekt je potekal na 8 odsekih. Zgrajene so bile nove trase vodovodov, prečrpališča, vodohrani in druga pripadajoča infrastruktura. Gradnja vodovoda je potekala tako po levem kot tudi po desnem bregu reke Save in seveda med seboj sta ta dva sistema povezana. Občina Sevnica je geografsko zelo razgibana in tudi te linije cevovodov in sami objekti stojijo oziroma potekajo linije po zelo razgibanem geološkem terenu občine. Ena izmed težav, s katerim smo se soočali v fazi gradnje, je bila gradnja vodohrama Cerje, kjer je pri izgradnji prišlo do vdora oziroma plazenja zemljine na geološko zelo zahtevnem terenu in za uporabo zagatnih sten smo uspeli objekt umestiti v prostor in ga gradbeno dokončati.
Zametki sistematičnega urejanja preskrbe s pitno vodo v sevniški občini segajo v leto 2001, ko je občina Sevnica pripravila strategijo oskrbe s pitno vodo za celotno območje občine. Do leta 2002 je Komunala Sevnica izvajala javno službo oskrbe s pitno vodo zgolj za mesto Sevnica in okoliške kraje, z vodo pa je oskrbovala okoli 6000 prebivalcev. Z drugimi večjimi javnimi vodovodi na območju sevniške občine so upravljale krajevne skupnosti in vaški vodovodni odbori. Takih evidentiranih javnih vodovodnih sistemov je bilo leta 2002 kar 210, prek njih pa se je s pitno vodo oskrbovalo 65% vseh prebivalcev občine. Skozi naslednjih 20 let je občina Sevnica skupaj s Komunalo Sevnica izvedla več investicij, s katerimi so bili postopoma zgrajeni vodovodi, ki so bili nato v sklopu projekta hidravličnih izboljšav povezani v enoten celovit vodovodni sistem. Podjetje Komunala d.o.o. Sevnica upravlja z 11 javnimi vodovodnimi sistemi. Vodo zajemamo iz 18 vodnih virov, 9 globinskih vrtin, 8 zajetij in 1 vodnjak. Skupna izdatnost vseh vodnih virov presega 100 litrov na sekundo. Za zanesljivo vodooskrbo skrbijo tudi številni objekti na sistemu. 52 vodohramov, 12 prečrpališč in 7 raztežilnikov, ki zagotavljajo ustrezne pritiske v vodovodnem sistemu in seveda tudi pri uporabnikih. Skupna dolžina primarnih in sekundarnih cevovodov, katere upravljamo, je 410 km. 21 km pa bomo dodali tem številki še s projektom hidravlične izboljšave v občini Sevnica, tako da bomo upravljali za 431 km javnega vodovodnega sistema. V sklopu ureditev novih vodovodnih povezav je bila zgrajena vodovodna infrastruktura s ciljem priključitve nekaterih vaških vodovodnih sistemov na javni vodovod za primerno oskrbo z neoporečno pitno vodo. Z izgradnjo povezovalnih cevovodov so javni vodovodi Sevnica, Blanca, Primož, Krmelj in Nova Gora povezani v skupni vodovodni sistem, s tem pa je bilo poskrbljeno za hidravlično izboljšanje vodooskrbe. Z izgradnjo novih vodohranov, ki omogočajo akumulacijo vode, zagotavljajo ustrezne vodne pritiske v omrežju in zmanjšujejo potrebe po prečrpavanju vode v višje ležeče predele občine. Z manj prečrpavanja vode zaradi gravitacijske preskrbe bo v prihodnjem obdobju porabljene tudi občutno manj energije. Na območju vodovoda Nova Gora je bila na odseku Preska-Lukovec zgrajena nova trasa vodovoda v dolžini 1500 metrov. S povezavo vodovoda Lukovec na vodooskrbni sistem Nova Gora se je opustil manj ustrezni vodni vir na Lukovcu. Nov cevovod je speljan iz vodooskrbnega sistema Primož. Na območju vodovoda Sevnica je bila na odseku Log-Orle zgrajena trasa v dolžini 2500 metrov. Pomemben del projekta hidravličnih izboljšav je bila gradnja prečrpališča oziroma črpalnega jaška na Logu. Novo prečrpališče povezuje vodooskrbni sistem Sevnica in Primož na način, da lahko ob morebitnem izpadu vodnih virov na Primožu vodo črpajo iz vodooskrbnega sistema Sevnica. Prečrpališče Log je priključeno na vodohran Hrasti v Sevnici.
V naselju Šentjanž je poglavitni vir pitne vode zajetje Primštalj. Zajetje je bilo povezano z vodohranom Gabrce, ki pa zaradi svoje nizke lege ni omogočal ustreznih vodnih pritiskov, ki so nujno potrebni za ustrezno vodo oskrbo, pa tudi za hidrantno omrežje in protipožarno varnost. Nižje ležeča območja okoli naselja Šentjanž, središče vasi Šentjanž, spodnje in zgornje Mladetiče so kraji, ki so se soočali z največji izzivi v povezavi z ustrezno vodooskrbo. Na tem odseku projekta so bili zgrajeni novi povezovalni cevovodi v skupni dolžini 2298 metrov in novo črpališče. V sklopu projekta je bil zgrajen tudi nov vodohran Šentjanž s prostornino 90 kubičnih metrov. Z navezavo na šentjanški vodovod je nadomestil obstoječi vodni vir, vrtino Krmeljskega vodovoda. Odsep za napajanje vodohrana je izveden iz obstoječega jaška do črpališča Šentjanž ob lokalni cesti v dolini Glaviškega potoka. Črpališče Šentjanž je manjše, v strmi teren vkopano in delno zasuto črpališče z dvema vertikalnima večstopenjskima črpalkama ter delovnim in rezervnim režimom delovanja. Voda iz črpališča se črpa v vodohran, nato pa voda poteka po novih cevovodih v naselje Šentjanž pod takšnim pritiskom, da je mogoča tudi ustrezna uporaba hidrantov, ki so umeščeni ob traso cevovoda. Vodovodni sistem za Bukovje je bil skupaj s sistemskim vodohranom Pokojnik zgrajen v letu 2013. V Zabukovju je bil tudi zgrajen jašek z odcepom za smer Metni Vrh proti Drožanju, cevovod pa je bil zgrajen do odcepa za naselje Meniški Vrh. V tem času se je vodovodno omrežje sistema močno razširilo. V sklopu projekta hidravličnih izboljšav je na tem odseku potekala izgradnja cevovoda proti Metnemu Vrhu in Drožanju v dolžini dobrih 6 km. Hkrati je bila urejena povezava z dvema vodohranoma, Sveti Rok in Kozja Gora, ki sta del vodovodnega sistema Sevnica. V sklopu projekta so bili javni vodovodi Breg, Šentjur, Razbor, Listce, Cerje, Ledina, Okroglice in Okroglice, Vizler v skupni dolžini 6500 metrov povezani z vodnim virom Dolna, ki se nahaja na Listci. Gre za zelo kakovosten vodni vir, ki ustvarja vodne presežke in je zanesljiv za oskrbo tudi v bolj sušnih obdobjih. Z izgradnjo povezovalnega cevovoda med zajetjem Dolna, vasjo Listce in naseljem Okroglice ter med naseljema Breg in Šentjur so bili iz vodooskrbnega sistema izločeni manj ustrezni vodni viri iz površinskih zajetij za naselja Okroglice, Šentjur in Jelša. Povezovanje vodovodov je bilo zasnovano na način, da bo v prihodnosti na vodovod mogoče priključiti tudi vodooskrbna sistema Račica in Loka, ki nista vključena v projekt hidravličnih izboljšav.
Naselja Kosimerni dol, Klanc in Priklence, ki so se s pitno vodo oskrbovala z manj ustreznega površinskega vodnega zajetja nad Brunkom, in naselje Handija, ki se je oskrbovalo z viški iz vodovoda Stranje Dolenji Leskovec, ki se nahaja v mestni občini Krško, so bila v sklopu projekta priključena na vodni vir Podskalica, ki je del vodovodnega sistema Sevnica. Projekt hidravlične izboljšave v občini Sevnica je ključno prispeval k zanesljivi in stabilni vodooskrbi na območju naše občine. Občina Sevnica na področju preskrbe s pitno vodo sledi zastavljenim ciljem, ki so bili opredeljeni v okviru strateškega načrtovanja, izgradnje in celovitega povezovanja vodovodnih sistemov. S tem naše lokalno okolje prilagajamo in pripravljamo na posledice nestanovitnega vremena in drugih podnebnih sprememb, ki vplivajo na naše vodne vire. S to investicijo občutno zmanjšujemo število gospodinjstev, ki ob daljših sušnih obdobjih čutijo pomanjkanje kakovostne pitne vode. Z opuščanjem nekaterih površinskih vodnih virov pa zagotavljamo čisto, neoporečno pitno vodo tudi za kraje, ki so se prej oskrbovali z manj primerno pitno vodo. Za lokalno skupnost je bistveno, da so vodni viri primerno vzdrževani in s tem tudi primerno zavarovani. Celovita vodooskrba in celovito varovanje vodnih virov, ki je usklajeno z drugimi aktivnostmi v naravnem okolju, daje jamstvo, da bo vodooskrba vzdržna in primerno urejena tudi v prihodnjem obdobju, tudi za naše zanamce. Dostop do čiste pitne vode je temeljna človekova pravica. Hkrati je odgovornost vsakega posameznika, da z vodnimi viri ravna skrbno in odgovorno. Varčevanje s pitno vodo je primerno v vseh letnih časih, tudi kadar se zdi, da je vode še preveč. Zato spoštujmo naravne danosti naše občine in varujmo naše vodne vire. Pitno vodo prihranimo, kadar le lahko. Negujmo naše okolje za nas in za vse generacije, ki prihajajo za nami.